Včasih moram začeti test v obratni smeri. To pomeni, da se moram najprej vrniti domov, da se uredim, pa potem lahko povem kaj pametnega. Ampak se lahko začnem že na dopustu, zakaj pa ne? Tokrat sem preizkusil novi BMW X3, ker je pač nov, a ne, pa ker ima skrito vlečno kljuko. 4,75 metra je že dolg, tako da je to zdaj že prav velik SUV 7. razreda. To je tudi najbolj priljubljen BMW na svetu, zato je za Nemce še kako pomemben. Oblika sicer sledi ostalim modelom, še najbolj me spominja na električni iX, je pa vsem kar poseben s temi ravnimi linijami. Sploh maska ima zanimivi ledvički, ki pa mi tukaj za čuda niti ne deluje tako groteskno veliki, čeprav nista majhni, ne? Tega pa tudi delno poganja elektrika, tako da zjutraj nobenega nisem zbudil v kempu. Evo, sem pospravil in šibam domov. Sem startal s polno baterijo in je bila poraba po več kot 600 km dobrih 6 litrov na 100 km. Kar v redu. Brez parkolca, jasno. Zdaj bo verjetno kakšen liter ali pa dva večja, kar je tudi ok. X3, to je že 4. generacija. Baterija ima skoraj 20 kW kapaciteto, tako da je doseg v idealnih pogojih 91 km. To je kar fino. Tudi moč je zelo fajn, 220 kW, to je okroglih 299 konjev. Tukaj je 2-litrski turbo bencinski motor, zraven pa še kar 135 kW električni motor. Moram reči, da vse skupaj zelo lepo deluje, ampak moram narediti še ostale teste v domovini, da ga pravilno ocenim, ker se moram tukaj enostavno prepočasi voziti. Ja, preveč sem naložen. Tako, jaz to brit, avto pa čist in predvsem prazen, da lahko končno pokažem to lepo notranjost. Pri BMW-ju so se odločili za njih kar mal netipičen material tukaj pri vratnih oblogah in na armaturki. Meni je tole na pogled všeč, ker lepo razbije sicer kar preveč plastično kabino, kar mi pa ni preveč všeč. Pa tudi žul me tole skozi komolc, kadar recimo takole z roko počivam na daljših poteh, ker je tale tkanina tako groba. Ima tudi bogato ambientalno osvetlitev, ki mu nekaterim zelo všeč, meni, ki sem očitno že star, pa tole deluje čist preveč kičasto in predvsem me po noč moti, ko vse toliko svet, zato je dam vedno na minimum ali celo izklopim, potem se pa čez nekaj časa kar samo vklop nazaj, kar mi je pa rahlo čuden. Ostalo načeloma zelo dobro deluje, oba ekrana sta zelo lepa, z odlično ločljivostjo, je pa ta prostor pred voznikom zelo futuristično oblikovan in deluje zelo nabito, imaš kar občutek, da voziš kakšen tank. Zdaj, kdor se rad počuti samozavestno za volanom, bo zdaj tudi pri X3 to dobil, zame pa za tip avta vse to kar mal preveč. Mi je pa od nekdaj všeč zelo debel volan pri paketu M Sport, čeprav vem, da bo za nekatere roke pa vse mogoče mal predebel. Občutek med vožnjo je zelo dober, tukaj nimam kaj reči. Tako občutek na volanu kot obnašanje karoserije sta odlična, ker Nemci znajo to uglasiti skoraj do perfekcije, če upoštevaš, da takšen X3 tehta kar 2140 kg. Jep, velikost, predvsem pa pogon tukaj vzameta kar velik davka, to ni več tisti 20 cm krajši, pa verjetno je ne 5 ton lažji prvi model izpred 20 let. Volan je lepo obtežen, blažen je sicer na mal trši strani, ampak še vedno dovoli, da se karoserija mal nagiba, raven toliko, da je vožnja še kar udobna. Je pa zvočna zatesnitev izredno dobra. Se slišiš, da nič ne slišiš, a ne? Če je cesta lepa, praktično nič ne slišiš, še motorja ne. Tudi na avtocesti je lepo tih, ker je karoserija po novem zelo aerodinamična, količnik upora je samo 0,27 in tukaj postane jasno, zakaj so površine avta takšne ravne, zaprte, da pač lepše reže zrak. Seveda se to pozna tudi pri porabi, ki res ni slaba, zdaj je povprečje 6,8, pa sem nazaj vlekel še parkolco in imel strešni kovček. Sicer največja hitrost 100 na uro, ampak je vseeno dober za veliko moč. Priključni hibridi postajajo vse boljši, da nimaš več občutka, da voziš neko koren avto, čeprav je zelo težak, kot sem že rekel. Mene navdušuje, kako lepo sta usklajena oba motorja tudi v hibridnem načinu, ko je baterija prazna, pa da imam na zavorah dober občutek in da se lahko lepo nežno ustavim brez cukanja. BMW to že dolgo obvlada. V 6,2 sekunde pospešiš do 100 na uro, torej takšen X3 obvlada tudi pospešek.
Pri vsem skupaj pa še najmanj obvlada prostor. Avto je velik, to sem tudi že povedal, ampak prtljažnik meri samo 460 litrov. To je lahko za koga, ki tovor veliko prtljage, recimo tistega, ki kampira, kar izziv. Sicer jaz vedno pravim, da daš pač na streho za tist enkrat ali pa dvakrat na leto kovček, pa je vse zrihtan. Ampak velika baterija pač vzame svoj prostor. Isto ni veliko prostora tukaj na zadnji klopi. Dobro, če ga zdaj primerjam s povprečnim avto na naših cestah, ga je več kot dovolj, ampak glede na dolžino X3 pa pač ne. Obvlada pa polnjenje. Z 11 kW na 3 fazah je ta baterija polna v 2 urah, tako da je X3 30e zelo uporaben električni avto za vsak dan, ker sem z njim recimo v Ljubljani prevozil več kot 90 km. Na avtocesti je prazna seveda bistveno hitrej, gre pa lahko do 140 na uro samo na elektriko. Čeprav novi X3 tehnično spodaj ni čist nov, ker ima še kar nekaj elementov od prejšnje generacije, gre vseeno za nov model, ki je praktično vsem boljši. Tudi malenkost je večji, predvsem pa zelo sodoben na pogled. Bi kar znal biti še naprej njihov najbolje prodajen model, čeprav se šele cene teh avtov v zadnjih letih kar v nebo.